Smo v 21. stoletju in še danes večina prebivalstva na tej zemlji si ni postavila vprašanja, kdo smo, kako smo prispeli do tukaj. Odgovor nam lahko le da zgodovina. Ta veda nam omogoči, da spoznamo naše prednike, znanstvenike, pesnike, ki so spremenili svet. Projekt Vojna besed ali Spoštljiva tišina nam omogoča, da spoznamo preteklost oziroma našo preteklost. Odločila sem se intervjuvati svoje bližnje in s tem spoznati različna mnenja. Kaj razumete pod izjavo Vojna beseda ali Spoštljiva tišina? Spoštovanje. Vojna besed je nasilje, ne? In spoštljiva tišina pa bi opredelil kot mir. L'opposto. Ja, zgodovina je bil za mene vedno zanimiv predmet. Že kot otrok sem rad poslušal, rad bral dogodke in dogajanja, ki so se dogajali v preteklosti. In zgodovina je tudi, bi rekel, veda, ne? Danes bi lahko rekli, da je tudi znanost, ki nam pove pravzaprav in nas uči, kaj in kakšni bi morali biti. Vendar ni vedno enostavno. Vsekakor iz zgodovine se da veliko naučiti in tudi zvedeti. Mislim, da se je v nekem smislu, če ne drugega, imamo, bi rekel, v primerjavi s preteklostjo več izkušnje. Vendar, kot sem že prej povedal, ta izkušnja ne pride vedno v poštev, ker človek rad ponavlja napake, ne? In ker ponavlja napake, tudi ne napreduje tako, kot bi mogel, ne? In kot bi lahko. Skratka, mislim, da je vprašanje, bi rekel, na to vprašanje težko odgovoriti. Mislim, da je treba začeti pri samem sebi. Ni mogoče se sklicevati na nekoga drugega. To se pravi, začeti v samem sebi pomeni pravzaprav sebe spoznavati, odkrivati lastne, bi rekel, tudi konfliktualne zadeve, ki jih človek ima, nekako bi rekel, spoznavati lastno, bi rekel, notranjost in tudi lastno telo. Ne? To je važna zadeva. Včasih pozabimo na to, ne? In to nas privede do tega, da če znamo reševati zadeve pri sebi, jih razumemo tudi pri drugem. To se pravi, vstopimo v kontakt in vstopimo v odnos tudi do drugega. In vidimo, da drug človek ni drugačen od nas. Ja, človek ima tendenco, da, prej smo govorili o empatiji, ne? Da zadeve rešuje po krajšnicah, ampak to se vedno ne da. In bi rekel, stereotip ali pa, bi rekel, tisto vnaprejšnje mnenje, to se pravi, da imamo mnenje o nekom, ne da bi ga poznali, je nekaj, kar seveda zavira to, o čemer smo prej govorili, to se pravi tisto, da drugega skušamo razumevati in razumeti preko njegovih težav, ne? In istočasno vidimo, da smo lahko tudi mi v takem položaju. Stereotip absolutno ne pomaga, ne? In stereotip je pravzaprav to nam omogoča, da bi rekel, da namesto, da bi se drugemu približali, se dejansko oddaljujemo. In s tem omogočamo še večje konflikte kot tiste, še večje konflikte, ne, kot si sami mislimo. Ne.
Bo, in s tem smo končali. Ja, Hvala. nič, zapri.